Lepo pozdravljeni, sem Martin Lisec, psihoterapevt in logoterapeut. V svojem življenju in v življenju ljudi, ki jih srečujem na poteh vsakdanjosti, si prizadevam prižigati in ohranjati prižgano iskro veselja do življenja ter občutek globoke hvaležnosti za vse, kar nam življenje iz trenutka v trenutek, iz dneva v dan daruje. Vsemu navkljub, kako bi rekel Viktor Frankl, moj učitelj in utemeljitelj logoterapije, ostajam na strani dobrega in lepega. Do življenja gojim globok občutek hvaležnosti za vse, kar nam dan za dnem daruje. Zakaj sem se odločil za poklic psihoterapevta? Odgovor je pravzaprav preprost. Po eni strani že vse svoje življenje delam z ljudmi na različne načine in prav v delu z ljudmi čutim velik del svojega življenjskega poslanstva. Drugi razlog pa je nekoliko bolj oseben. Tudi sam sem se namreč že kar nekajkrat znašel na različnih življenjskih razpotih, v težkih življenjskih situacijah, ko nekako sam nisem vedel, kako naprej. In ko zdaj gledam nazaj na svojo prehodno življenjsko pot, posebej na ta življenjska obdobja, potem vidim, da mi je bila takrat dana milost, da sem vedno srečal nekoga, ki mi je znal prisluhniti in ki mi je znal zastaviti pomembna, smiselna vprašanja, s pomočjo katerih sem tudi jaz našel smisel in naredil nek naslednji življenjski korak. Kdaj se bomo torej srečali mi? Srečali se bomo takrat, ko boste začutili, da je vaše življenje na nekih prelomnicah. Vsi imamo zelo podobno življenjsko zgodbo. Vsi imamo lepa, mirna, krasna življenjska obdobja, vsi pa se srečujemo tudi s težkimi življenjskimi situacijami. In takrat je dobro, da nismo sami. Takrat je dobro, da imamo nekoga, s komer se lahko pogovorimo. In v tej točki se bomo srečali. Kdaj mislim, da bo naše sodelovanje še posebej uspešno, še posebej dobro? Omenil bi 3 življenjske okoliščine. Prvič, če se vam bo zdelo, da vam zmanjkuje smisla življenja, da vam zmanjkuje volje, da nimate več notranje moči, da bi vztrajali, da bi ponovno poskusili, da bi ponovno naredili še en korak. Drugo tako področje je področje življenjskih izgub. Res je, življenje marsikaj daje, velikokrat pa v življenju tudi doživljamo izgube. Naj si bo to razpad zakonske zveze ali partnerskega odnosa, naj si bo to izguba službe, naj si bo to izguba dragocenih oseb našega življenja. Takrat se vedno vprašamo, čemu, in težko je sprejeti, težko se je sprijazniti, težko se je predstavljati, kako iti v življenje od tod naprej. In pa tretje področje, kjer se bomo srečali, je pa področje raznih strahov, notranje utesnjenosti, depresije, občutkov življenjske nemoči. Kaj bomo pravzaprav počeli? Ne bom hodil namesto vas, ne bom se odločal namesto vas, bomo pa lahko skupaj naredili nekaj korakov, da boste prepoznali svojo odgovornost v tistem trenutku, predvsem pa, da boste začutili notranjo moč, da boste začutili to kljubovalnost duha, kakor je imenoval Frankl, ta občutek, ki se prebudi v nas, ko ponovno zmoremo. Naj zaključim svojo predstavitev z mislijo Viktorja Frankla. Življenje ni nekaj, ampak je priložnost za nekaj. In prav v tej šprani, v tem za, se skriva naše neskončno dostojanstvo, se skriva naša svoboda, se skriva naša odgovornost, v tem za pa se skrivajo tudi naloge, ki nam jih trenutek za trenutek prinaša življenje na pot. Dobrodošli, se vidimo.